Na današnji seji obeh odborov Evropske zadeve in zunanje politike sicer je bila seja zaprta za javnost, vendar lahko potrdim, da so člani odbora smo soglasno potrdili izhodišča za nastop premierja. Zdaj, tukaj bi izpostavil eno stvar. Seveda je bilo glavno vprašanje odnos do Ukrajine. Kot veste, se je v javnosti pojavilo več stališč, več pisem razumnikov obeh strani in tukaj v Novi Sloveniji krščanskih demokratih pogrešamo neko jasno opredelitev stališč vlade in premierja ter tudi obrambnega ministra do teh vprašanj, ker vemo, da je vlada neko nezaupanje ali pa neko nekonsistentnost stališč, ki jih omenjene osebe zagovarjajo v Sloveniji in ta iste osebe v Bruslju in v evropskem na mednarodnem parketu govorijo nekaj drugega. Tukaj mogoče izpostavim samo odnos do NATO in do investicij v obrambo. Doma govorimo o dronih in o gverilskem obliki vojskovanja, v EU-ju pa podpiramo povečanje investicij v obrambo in formiranje bataljonske skupine, kar je zagovarjala že prejšnja vlada. Dober dan tudi v mojem imenu. Kot veste, je danes Državni zbor zavrnil predlog za posvetovalni referendum glede zakona o vladi. Ob tem je Nova Slovenija povedala svoje jasno stališče. V Novi Sloveniji smo prepričani, da ni potrebno vlade reorganizirati, vlada naj začne delati. Prepričani smo tudi, da si ljudje ne želijo novih ministrstev. Posebno v tej težki situaciji se mora vlada ukvarjati z vsebinskimi vprašanji. To je odgovor na draginjo. Če pa že želi vlada oblikovati ministrstva po svoji podobi, kar ji v Novi Sloveniji seveda priznavamo, potem bi lahko naredila kakšen nov direktorat in tam zaposlila kakšnega novega strokovnjaka. Dr. Golob je v času pred volitvami govoril, kako bojo angažirali strokovnjake. Če so mislili resno, bi skozi javni razpis, torej zelo transparentno, lahko v vlado povabili strokovnjake. Kajti strokovnjake bo ta vlada resnično rabila, da se bo odzvala na krizo bolje in hitreje, kot se je odzvala recimo na zadnjo podražitev energentov. Vendar smo v Novi Sloveniji tudi prepričani, da je čas, da damo tej vladi priložnost, da pokaže, kaj zna. Zato je pri njihovim namenu, da se bojo, ne glede na naše prošnje in na veliko argumentov, reorganizirali, jim pač priznavamo to možnost, zaradi tega nismo podprli referenduma, nikakor pa tudi ne bomo podprli zakona o vladi. Zakaj nismo podprli referenduma? Zaradi tega, ker smo prepričani, da je prišel čas, da se politika preneha ukvarjati samo sabo in da gre politika delati. Ker samo zato je bila izvoljena. Ljudje rabijo hitre in učinkovite rešitve. In to vlado pozivamo za božjo voljo. Pojdite delati.